Spoštovana Ptuj-Lex publika, pretežno vsi med nami poznamo tisto zgodbo Snegec, 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 tu vidimo bele špore na mizi, ampak to so luči, z nami je pa človek, ki je zelo pogumno nastopil in z svojim nastopom v Sloveniji v kar veliki meri pomagal, da pride z neke več desetletij trajajoče bede potikanja. Z nami je Andrej Čuš. Povej nam kaj o tej zgodbi in mi, kar zdaj že v začetku povemo, včeraj si tudi oziroma nekaj dni nazaj pokazal in dokazal, da je podtikanje, daj nam en komentar in lahko tudi zgroženost nad vsem, kar se ti dogaja. Pa vse že, ko sem nekako izstopil iz slovenske, v narekovaju demokratske stranke, sem tudi sam pričakoval kar nekaj napadov. Tudi ljudje, ki so z mano sodelovali, pa me poznajo, podporniki, tudi družina so pač povedali: Andrej, zdaj pa stopaš pač na eno pot, kjer se ti bo metalo polena pod noge, podtikalo, se diskreditiralo na vsakem koraku. In seveda, to se pač dogaja že od takrat naprej. Janša pač preko nekih plačanih člankov in novinarjev, posebej v dveh medijskih portalih, začel s tem, da sem lenuh, potem da sem padel v depresijo, potem da sem se vse to v enem tednu tudi zapil. Zdaj pa pač tudi s tem posnetkom, ki sem mu ga celo jaz vlastnoročno poslal po interne pošte SDS-a, skušal oblatiti mene v Evropskem parlamentu, kjer se pač pogajam s skupino evropskih konzervativcev pa reformistov, da bi sodelovali, torej da bi seveda tudi dobil njihovo podporo za ustanovitev stranke v Sloveniji, in tako je bil seveda ta video tudi zmontiran. Ljudje so bili zamegljeni in pa seveda podnapisi in vse to objavljeno za čuda na Janševi televiziji. Tako da Janša rad govori o tem, da vsi proti njemu izvajajo udbaške metode. Jaz pa mislim, da v Sloveniji ni ne levih pa desnih in da te udbaško-gestapovske metode uporablja tudi on. Ravno tu sem želel reči, ti si v bistvu lahko velik vzor ljudem okrog nas in v politiki in ne v politiki, ki se dejansko teh nekih ustrahovanj, ki temeljijo na neki dogmatiki, na demagogiji upiraš, in kot takšen dejansko dokaz, da če ne bomo mladi prevzeli vajeti v roke, bo vse skupaj šlo v franže. Kaj misliš, je tisti element, zakaj se ljudje pa kljub temu bojijo takih zelo kretenskih, bizarnih metod, ki so že skoraj da otročje? Ne vem, verjetno tudi ti poznaš nekaj ljudi, pa ko gremo po Sloveniji, pa po gostilnah, pa po ulici, so vsi glasni, vsi pametni, vsi nekaj spodbujajo in komentirajo. Ko pa rečeš, ok, te pa zdaj naredimo eno konkretno akcijo, gremo vsi skupaj na ulico, gremo pred parlament, pa vidimo, da nas bereš več kot 50 ali pa 100 ljudi. Jaz mislim, da pač in leve in desne slovenska politična, jaz pravim tranzicijska elita, je pokazala, da s svojim vplivom v medije, vsak pač ima svoje, diskreditira ljudi in nekako povzroči, da se ljudje umaknejo iz slovenske politike, ker jim je na koncu tisto, kar pač imajo bolj drago, kot pa to, da bi se ukvarjali z ljudmi, ki že dokazano 25 ali pa lahko rečemo 26 let se ukvarjajo samo s podtikanjem, diskreditacijo in blatenjem drugače mislečih in tistih, ki jim to povejo. Se takih ljudi se kar dosti umaknilo, recimo tudi Matej Lahovnik v končni fazi. Pol pa ljudje vidijo, kaj se ti lahko zgodi, in seveda so ljudje prestrašeni in jaz to seveda čisto razumem. Je pa zato pač treba tej tranzicijske elite, predvsem Janši pa Kučanu, povedati, da njun čas je mimo in da tudi mlada generacija, neobremenjena z drugo svetovno vojno, prevzame vajeti v svoje roke, ker če ne bomo šli v propad.